Mimogrede. Urbano vrtičkanje na valu 202. In vrtičkanje nikakor ni več le domena in opravilo starejših. Že kar nekaj šol, tako osnovnih kot srednjih, ima svoj vrt tudi v središčih mest. Kot en inkubator je tlele, jaz pravim. Maja Fabjan, profesorica na Srednji trgovski šoli v Ljubljani, si je pred leti zaželela jagod na vrtu pred šolo. Ker pa so te zalivali štirinožni obiskovalci in pobirali naključni mimoidoči, je bila sprejeta odločitev, da vrt preselijo na šolsko streho. In smo imeli že prvo leto pridelke, malce pripravimo, brezplačno za dijake, kakšne solatke, zelene smutije, kaj tazga nenavadnega. Špinačna lazanja, se kremšle, ampak to so dijaki predlagali in je všla takoj vsa. Preden so zasadili in napolnili visoke grede in korita, približno 90 vseh skupaj, so prevedli statiko stavbe. In zdaj dijaki ob krompirju in zeliščih pridelujejo še redkvice, fižol, še posebno stročjega in maline. Zasajeno imajo trto, pa jablano in seveda veliko jagod. Tako da jagode sprot pozobamo. Tiste dijaki, ki pridajo delati, jih malo nagradimo, ker to ne smejo si pridati. To si morajo zaslužiti. Namreč tlele na strehi moramo poskrbeti tudi za varnost. Imajo pa tudi nepovabljene obiskovalce. To smo pa imeli malo srak, ampak to tako, da so nam kaj prinesle gor, kakšne ostanke sendvičev so med jagode skrile. In smo gruntali, od kje je to. Čeprav vzemamo pa v navezavi tamle z zdravstveno fakulteto, a vidite tisto le škatlo rjavo gor. Tam so naselili sokola. Namreč pred nekaj meseci smo imeli obiske tudi z fakultete, so prišli naš vrt pogledati in so razložili, da bo ta v bistvu odganjal tudi ptiče z našega vrta. Profesorica Maja Fabjan, tudi mentorica šolskega vrta, ki je lani dobil certifikat za ekovrt, saj imajo ekološka semena, ekološko zemljo in zbirajo deževnico za namakalni sistem, pravi, da se trudijo tudi, da ne bi kupovali sadik. Tako je maline za nasad iz Bosne pripeljal dijak Abdulmedžid Ičanović. Pač v Bosni ima maline, in pol tle smo en dan bili in profesorica rekla pač, da bi lahko posadili maline, In pol sem jaz rekel, da bi jih prinesel iz Bosne, ker imamo v Bosni veliko malin. Ko je pridelka največ, čez poletje in počitnice za vrt skrbita profesorici. Pridelke pospravita, nekaj v skrinjo, nekaj v omake. Čez šolsko leto pa se izkažejo dijaki, ne le pri oskrbi in skrbi za rastline, ampak imajo tudi, kot pravijo sami, zastonj fitness, ko je treba na vrh šole, v 4. nadstropje, brez dvigala, prenesti vso zemljo, ki jo potrebujejo za grede in seveda odnesti kompost. Kako pa je bilo z njihovo zagnanostjo na začetku? Dijaki so tako, na začetku je bilo pestro. V bistvu fantje so bili dosti hiter za, punce pa z nohti, so imeli malo pomislekov. Zelo luškane zgodbice so nastajale, tudi od tizga, prvič imam roke v zemlji, Zdaj so pa v bistvu že zelo navdušeni. Vsi si želijo gor, ampak se pravim, si morajo zaslužiti. Potem tudi dijake na drugačen način spoznaš, ker vidiš v razredu, pričakuješ od kakšnega mnogo več in pride gor in ne ve, kako bi se čisto lotil stvari. Tisti, ki pa mogoče se v razredu ne pokaže tako, se pa lahko na ta način. Tako da to je tudi, bom rekla, drugačna povezava potem med nami. Kot pravijo dijaki in dijakinje 2. letnika trgovskega programa iz A razreda, med katerimi je tudi Dejan Šević, je šolska ura na vrtu veliko boljša kot tista v razredu. Tisti, ki nam je všeč, se pravi vrt, ko smo pridni v šoli, profesorica. Pridemo na vrt, prvo se zmenimo, kaj moramo narediti. V razredu pridemo gor, dobimo orodje, rokavice, vse imamo v šoli, in pol nas postavijo, kamor je treba in pol delamo. Na strehi Srednje trgovske šole v Ljubljani imajo zdaj tudi 2 panja čebel, dejaven je tudi čebelarski krožek, sicer pa njihova terasa in ekovrt nista le prostor za učenje vrtnih in čebelarskih opravil. To ni zdaj sam delo, mi se tudi učimo in v bistvu spoznavamo sadje, zelenjavo, res učim poznavanje blaga. Prihajajo pa tudi druge profesorice gor, se pravi, in nemcistka recimo, se nemške izraze učijo, angleške izraze učijo rastlin, potem zgodovinarka je pripravila zgodovinski razvoj posameznih rastlin, kako so v Slovenijo prišli, tako da imamo čist učne ure lahko gor. Kot pravi profesorica in mentorica vrta Maja Fabjan, imajo tudi obiske. Od malčkov iz vrtca do sosedov, ki so na terasi opazili nekaj zelenega, pa jim ni bilo jasno, zakaj gre.
In prav vsakega, seveda napovedanega obiska, so veseli. Mimo grede. Zelene terase nad Ljubljano pa gremo še na tla, na klasične gredice, na katerih med posajenimi rastlinami skoraj ne sme manjkati zastirka. Po definiciji je zastirka vse, kar se polaga na površino tal in se ne vkopava. In čeprav ta vrtiček ni videti kot iz škatlice, za marsikoga je celo grd, plasti na pol razpadle trave, slame in sena na vrtu, iz katerih kukajo rastline, niso le novodobna eko-bio-hipsterska domislica. Zastirka dejansko obstaja pravzaprav že od pradavnine, če se tako zelo slikovito izrazim, jo pa zaradi razmaha permakulture pravzaprav odkrivamo ponovno zdaj nekih zadnjih 5 let. Ali drugače, odkar smo tudi pri nas na vrtovih vedno bolj ekološko ozaveščeni, se obuja vedenje in znanje naših prednikov. Zastirka ni nič drugega kot sloj pretežno organskih materialov na obdelani površini vrta, ki se čez leto počasi razgrajuje in tla bogati s hranilnimi snovmi. No, hkrati pa učinkovito zadržuje vlago in temperaturo, zavira rast plevela in zbitost tal. In kaj konkretno to pomeni, če bi denimo zasejali enega ob drugem 2 vrtička, pa enega zastrli, drugega pa ne? Pojasnjuje krenski arhitekt Rok Finale z Biotehniškega centra Naklo. Prva razlika je že zapleveljenost. Pri tistem delu, kjer ne bi uporabljali zastirke, imamo konstantno pletje, imamo konstantno okopavanje, imamo konstantno prekopavanje in zračenje zemlje, medtem ko tega pri vrtu zastirko ni. Temperaturnega nihanja tudi ni pri vrtu zastirko, medtem ko so rastline pri odprtem vrtu, da se tako izrazim, bolj podvržene temperaturnim nihanjem, kar se še posebno vidi v spomladanskem času, ko rastline recimo prepikiramo ali pa presajamo. V tem primeru rastline na vrtu zastirko bistveno hitreje bolje rastejo, imajo tudi večje plodove, ne? In kar je morda tudi z ekološkega vidika bolj primerno za zastirko, je tudi poraba vode nižja. Zastirka je uporabna povsod in zanjo lahko uporabimo marsikaj. Z nekaterimi omejitvami seveda. Uporablja se jo tako v čisto položnih vrtovih, kot v vrtovih, ki so v rahlem klancu, in konec koncev se uporablja potem tudi v javnih površinah. In jaz moram reči, kot krajinski arhitekt pravzaprav to zelo priporočam. Sploh umetne zastirke, kot je recimo filc, namreč ne samo, da preprečuje zapleveljanje, istočasno preprečuje tudi, da bi se naravne zastirke, kot so ljubje sekanci, stopili postopoma v osnovna tla. Ko pa govoriva že o naravnih zastirkah, pa res lahko uporabljamo praktično vse. Od ljubja do slame, listja, celo papir, seno. Pri travi oziroma pri senu moramo biti pa predvsem pozorni na to, da ni trava, ki bi že semenila, ker v tem primeru bi si navlekli v vrt kup težav, ne? Tudi recimo listje, tudi praprot. Ravno praprot je ena od zastirk, ki pa preprečuje prebivanje polžev. Pa ne samo polži. Zastirko dejansko omogočimo prijetno bivalno okolje ne samo koristnim organizmom, ampak tudi nekaterim drugim škodljivcem v vrtu. A to okolje zlahka lahko naredimo njim neprijazno. Med zastirko lahko pomešamo bezgovo listje, pelin ali praprot, česar ne marajo polži, no proti voluharjem pa so učinkovite rastline, ki dišijo po limoni. Je pač treba pretehtati prednosti in slabosti. Neizpodbitno dejstvo pa je, da zastirka lahko zmanjša izsuševanje za 25 do kar 50%, za vsaj toliko, pa kar do 100%, pa se zmanjša tudi prekopavanje in pletje. Vrt na jesen založno dognojimo, ga pripravimo, na pomlad samo prekopljemo, zemljo zrahljamo in damo zastirko. In potem dodatnega prekopavanja enostavno čez leto ni. Kaj pa ponavadi, ko zastiramo vrt, naredimo narobe? Ja, debelina je ena od možnih napak. Predvsem jaz opažam po vrtovih, da je višina zastirke prenizka. Sploh, kadar govorimo recimo o ljubju in recimo o sekancih in luščinah. Zastirka naj bi bila debela nekje med 10-15, lahko tudi 20 cm v višino. Kar je pa pomembno tukaj poudariti, je pa to, da zastirka naj pa res ne bi prišla tik do rastline, ker s tem preprečujemo razne glivične okužbe,
zaradi visoke vlage predvsem, kar pomeni, da pravzaprav naj bi zastirka prišla največ do 5 cm stran od rastline. Ne? Izjema so tukaj recimo slana in seno, ki sta res zelo zračni zastirki. Mogoče se zdi 20 cm zastirke grozno veliko, a pod težo vode in zaradi razkrajanja bo ta plaž že čez nekaj tednov le pol tako debela. Čez mesec ali dva pa bo že treba dodajati nove plasti. No, pa še eno, dobro plat ima. Rastline so manj umazane, saj ob dežju nanje ne brizga zemlja in solato bo treba prati manj časa. Od nekdaj lepe so solate slovele, a lepše od endivje bilo ni nobene. Mimo grede.